Spoštovane volilke, spoštovani volilci, Obala je dobila 5 novih poslancev, in sicer Patrika Vlačiča, Bredo Pečan, Luko Jurija, Franka Jurija in pa predstavnika manjšine oziroma posebnega sedeža v Državnem zboru Republike Slovenije, Roberta Batelja, ki ima pač že svoj 6. mandat. Kot veste oziroma kot nekateri vemo, se zna zgoditi, da ko grejo poslanci v Ljubljano, pozabijo na svoje volilce. Zato smo šli do teh 5 kandidatov, oziroma ne kandidatov, sedaj že poslancev, in mi izročili en tak ogromen kemik, kemik, takle, in pa blokec, čisto navaden blokec, v katerega so se podpisali in s tem podpisom zatrdili, da čez 1 leto ne bo težav, oziroma da v 1 letu ne bojo pozabili na volilce, ki so jih izvolili. In podpisali so prav vsi, če bodo obljube držali, pa je odvisno seveda od njih. Luka, si notri? Čakamo na konec večera, ampak dobro kaže. Patrik Vlačič, kako se počutite danes, ponedeljek je, po volitvah? Odlično. Ja. Kar konkretne govorice so, da bi radi verjetno tudi zasedli in da vas želijo na mestu ministra za promet. V širšem izboru ekipe predsednika Boruta Pahorja, predsednika SD-ja sem in za področje prometa. Zdaj pa, a bo to pripadlo nam, ali to ne bo pripadlo nam, to je zdaj seveda stvar pogajanj koalicijskih. Zdaj pa trojček, koalicijski trojček, kako se vam to zdi? Jaz sem zelo zadovoljna. Jaz sem oba 2 programa, razen seveda našega, ker sem tudi sodelovala pri oblikovanju, dobro pregledala, imamo toliko skupnih točk, da mislim, da ne bo težko sodelovati. Rivalstva med politiki pa seveda ne moremo izogniti rivalstvu in to jaz mislim, da zdrava tekmovalnost zmeraj koristi, ne pa škodi. Boste poslanec cel mandat ali bi šli na kakšno veleposlaništvo, na kakšno ministrstvo, morda za zunanje zadeve, kot bivši veleposlanik v Španiji, ne? Torej, moj namen je biti poslanec. Vsaj mandat traja 4 leta. Jaz sem šel na volitve zato, da postanem poslanec, da delam v parlamentarnih komisijah, da iz parlamenta, iz državnega zbora skušamo popraviti nekaj nečednosti, ki žal niso v čast tej državi. Torej, gospod Batelji, kako se počutite kot še enkrat izvoljeni poslanec manjšine? Počutim se dobro. Vesel sem, ker je manjšina obdržala lastno avtonomijo, prepričana, da je sposobna razsodno delovati zase v prid celotne družbe, brez paternalizma. Bolj je pomembno, koga bomo imeli kot dodatnega partnerja v koaliciji, ker vendarle sami ne bomo mogli dobiti večine v državnem zboru. Jaz moram reči, da seveda se ne bomo smeli pustiti izsiljevati. Gospodom Žerjavom imate kar nekaj skupnih mnenj. Kako se vam zdi njegovo ministrsko delo do zdaj? Ja, on je zelo malo časa tam. Na prometnem ministrstvu se stvari vedno dogajajo na dolgi rok in so imela skupno mnenje. Jaz sem videl, da se z določenimi mojimi stvarmi strinjal, pa tudi moram reči, tudi jaz se z določenimi stvarmi, ki jih je on naredil, strinjam. Tako da jaz se veselim sodelovanja, kakršnokoli že bo. Kombinacije, kaj raje, Desus ali SLS, SMS? Zdaj pustimo čas v čas in vidimo, kaj se zgodi z zaključkom glasovanja. Če bi ta trojček imel prepričljivo večino, bi bilo bistveno lažje. Tako je jasno, da bojo pogajanja potrebna in mora biti tudi vstop v vladno koalicijo nekaterih drugih strank, ki so bili na razpolago vsem. Ste tudi vi en od razlogov, da niste uspela 2 trojčka, ne? En trojček je SD, LDS in pa zares, drugi trojček pa bi bil družina Juri, ne? Zdaj pa ste vi tisti umestnik, ki ni uspel. Jaz zdaj nisem kaj posebej pomislil na to, moram priznati, ampak
sem delal to, kar sem vedel, da je potrebno narediti za dobro manjšine in za dobro tudi sožitje. No, in jaz sem tukaj z enim tudi malo drugačnim namenom. Ja? In sicer bi vam nekaj najprej predal. Najprej tale. To je za vse poslance isti kemik. In to je en poseben blokec. In sicer dostikrat poslanci, ki grejo v Ljubljano, pozabijo na volilce, ki so jih izvolili. Če se podpišete, vkolikor ljubite, da čez eno leto, ko vam pokazal ta podpis, boste rekel, nekaj sem pa naredil. Z veseljem podpišem. Ko že podpisuje? Svaka vam čast. Jaz sem namreč dejansko iz kraja, kjer sem kandidiral. Jaz sem iz Lucije in sem kandidiral v piranski občini, tako da sem z njimi soočen tudi potem, ko ne bom več poslanec. Odgovornost in načelnost ter zvestoba volivkam in volivcem naj bodo moja zaveza v mandatu 2008-2012. Uradni dokument. Uradni dokument. No. Izoli ne bom pozabil, v Izoli bom vsak teden, saj bom imel poslansko pisarno v Izoli in poleg tega bom vsak drugi mesec organiziral poslanske večere, kjer bomo obravnavali vse tematike in bom skušal biti sproti v stiku z Izolani. Meni je to, ker sem medijski človek, mi je to užitek. Veš, ki potem poslance je ful težko dobiti, ne? Ni problema, telefon naš, GSM, e-mail, tako da smo na liniji. V redu. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Hvala. Najlepša hvala. Najlepša hvala.